Cenjeni publikum, zdaj gre za res. Stopili smo v novo leto 2014, kar pomeni, da smo skoraj da že na višku 5. petletke v samostojni državi. O 5 letkah zadnje čase nismo slišali skoraj ničesar, saj sile reakcije niso bile naklonjene revolucionarnemu izročilu. Nedvomno pa bo poslej drugače. Po skorajšnji zmagi demokratičnega socializma bo ustvarjalnost naših narodov in narodnosti spet dobila krila v prizadevanju za doseganje svetlih ciljev vsakokratne zmagovite petletke. Predsednica vlade magistrica Alenka Bratušek je v svoji novoletni poslanici spomnila državljane, da vstopamo v novo leto mirnejši in manj negotovi. Potem pa dodala, da sicer ne more obljubiti, da bo vse, kakor je pred leti že bilo, česar si seveda vsi na moč želimo, obljublja pa, da lahko z majhnimi koraki v pravo smer to dosežemo. Že prejšnjikrat smo vas spomnili na neizpolnjeno obljubo iz časa pred osamosvojitvijo, ko so Kučanovi prenovitelji smelo napovedovali, da bomo v samostojni Sloveniji jedli travo. Žal te drzne napovedi več kot 2 desetletji nismo uspeli uresničiti. Zdaj pa vse kaže, da smo pod modrim vodstvom Alenke Bratušek na pragu uspeha. Največja vladna stranka Pozitivna Slovenija celo napoveduje, da bo v nastajajoči koalicijski pogodbi zapisana tudi uvedba UTD, to je univerzalnega travinskega dodatka. Če bodo koalicijske partnerice predlog podprle, bo to izjemen prispevek k ohranitvi socialne države, kot si jo je zamislila premierka Alenka Bratušek. UTD, univerzalni travinski dodatek, bo državljanom Republike Slovenije pod določenimi pogoji, pa tudi nerezidentom, zagotavljal zajamčen vsakodnevni obrok visokokakovostne domače trave. Za vse, ki opravljajo težja fizična dela, bodo obrok obogatili z optimalno količino močnih krmil. Nosečnice in doječe matere bodo upravičene do travinja z visokogorskih pašnikov. Ranjenci in bolniki pa bodo v lekarnah, kaj pa da samo ljubljanskih, na recept dobili tudi deteljo. Po napovedih Združenega ministrstva za kmetijstvo in gospodarstvo zagotavljanjem zadostnih količin potrebne trave ne bi smelo biti težav. V izogib motnjam v oskrbi na finančnem ministrstvu že pripravljajo živilske nakaznice. Ministrstvo za lokalno samoupravo pa bo poskrbelo, da bodo državljani ob predložitvi osebnega dokumenta živilske nakaznice lahko dvignili v najbližji pisarni krajevne skupnosti. V primeru slabega vremena in nezadostnega odkosa bodo upravičencem nakaznice delili po sistemu par-ne-par. Če bi to ne zadoščalo, pa bodo upravne enote izdelale prednostne liste upravičencev do načeloma univerzalnega travinskega dodatka. Najbrž ni treba posebej razlagati, da bodo organi pregona v primeru kakršnega koli poskusa trgovanja na črno postopali skrajno ostro. Črnoborzijancem poleg zaporne kazni grozi odvzem vseh zalog, tako trave kot tudi sena in otave. Še posebej brezkompromisno bo oblast ravnala v primerih črnoborzijancev, ki bi jih zasačili ob neznanem času, na neznanem kraju, na neugotovljen način. Uvrščeni bodo na uradni seznam državnih sovražnikov, ki bo vsem v opomin razobešen na javnih mestih po vsej državi. Tudi mediji bodo o njihovih zločinih poročali kar se da ažurno. Na Ministrstvu za kulturo že pripravljajo odlok, s katerim bi eni naših televizij podelili koncesijo za pripravo tedenske oddaje, v kateri bodo raziskovalni novinarji razkrinkali sovražnike ljudstva. Zaenkrat kaže, da bi koncesijo utegnil dobiti kanal A, čeprav tudi državna RTV ni brez možnosti za uspeh.
Čisto neuradno. Izvedeli smo, da se bodo zaslužni občani, državljani in seveda vstajniki lahko oskrbovali v posebnih, le njim namenjenih magacinih. Brez tega si pač ni mogoče zamisliti uresničitve novoletne obljube premierke Alenke Bratušek, da bo vse, kakor je pred leti že bilo.